Ines, najprej te vprašam, kak si že bila kaj na dopustu? Ne še. Počasi še? Počasi tole še oddelam, jutri pa letim. Grem nad oblake, pobegnem. Prav nad oblake? Ja. Okay. Slučajno zdaj ima veze to s komadom tudi novim, ki ga danes predstavljaš? Slučajno. Grem večkrat nad oblake, ampak sem pa definitivno. To je moj najljubši place v bistvu. Nad oblaki. Tam doživim tisto nirvano, srečo in evo, vsakič znova z veseljem. Ni pa nobenega straha, če strese malo nad oblaki? Veš kaj, mogoče z leti malo več, vedno bolj. Ja, se mi zdi, da se vedno bolj zavedaš, da se lahko ti nekaj res zgodi. Ampak, lej. Jaz mislim, da se ti lahko kjerkoli, če si mi upa nad oblaki, mi je pa tako namenjen. Res je, ja. Jer tudi na cesti je lahko še prej, pa nas nič ne moti, kaj preveč. Če smeš slučajno, če si mi dovolimo povedati, kam točno greš ti? Odhajam v Španijo. V Španijo? Ja, gremo v Malago. Nisem še bila, pravi, da je lušten, tako da se veselim. Zdaj pa, če bojo slučajno zmagali prvenstvo, pa v nedeljo pravi, da ta prava žurka, da kaj tazga pa še videla nisem. Bolano bo, boš videla. Seveda, mislim, se so znani, potem, da so kar temperamentni, tako oni kot Argentinci. Imaš kakega favorita? Spremljaš kaj fuzbal? Zdaj sem se tako pohvalila, da kaj poznam, v bistvu nimam pojma v športu, ampak vem pa, da je prvenstvo, da bo svetovni. Tako, v nedeljo je finale ob 9:00, toliko da veš, da ne boš čudno gledala, kaj se tam vsem meša. Sicer pa, kot sva rekla, danes torej predstavljaš svoj novi singl Midva letiva je naslov. Na zadnje se spomnim, si povedala, da sta z očetom to skupaj delala. Ja, in tudi tega sva. Tudi tokrat? Tudi tokrat. Prvič je bo uspešnost, pa sva rekla, da je probiva še enkrat. Tako da sem v bistvu vesela in malo ponosna, da mi je uspel nadaljevati, ker vseeno je malo drugače, ko napišeš nekaj pač sam. Tako da bomo videli, če bo uspel podoben uspeh. Kaj pa Ata pravi? Je zadovoljen? Ata pravi, da zdaj čaka še malo, da dobi tiste odzive ta prave. On gre vedno bolj tako previdno, jaz sem vedno ta pozitivna, on malo bremza, pa ka vidi, da dobi prve ta prave, 3 pohvale, pa je pa tako, v redu smo. Je le starejši in bolj izkušen in ima nizka pričakovanja, da ni potem preveč razočaran, če slučajno ne bi šlo. Pametno v bistvu, ne? Tako ti na letalu, bolj te je strah, ker enako je tu. Zdaj jaz predlagam, da si midva kar privoščima ta komad, pa se lahko potem še malo o tem pogovorimo. Ines Erbus torej v totem studiu, dobrodošla še enkrat. In tukaj njen nov singl Midva letiva. Midva letiva, Ines Erbus, hotel sem ti povedati, da je taki zanimiv ton ste izbrali za zadnji ton v pesmi. Tole pa kar poklič fotra. Vidiš. Tako, a ta mora malo spremeniti, da ni vse tako, da malo preseneti. Da imaš kaj za vprašati. Tako, vidiš, da se lahko za tem pogovarjamo. Ines, jaz sem si spod pogledal, vse je tako fajn, lepo, tako si prej rekla, da si rada nad oblaki, da je fajn tako, ampak tisto, kaj sem videl, ko sedita na neki stolpnici, pa greš ti tako po zraku. Kako ste te to naredili? Ja, v bistvu... Ali je to AI pomagal? Veš kako je, mi smo bili sicer seveda na stolpnici, posneli smo neke stvari v živo, pol smo se pa malo lotili modernih, kako bi rekel... Orodij, tako da AI je pomagal. Ampak svetovno zgleda. Nismo nobeni zajlili blad, tako da smo naredili malo lažjo pot. Smo se pa kar namatrali, ni tako enostavno, moram reči, da je izgledalo dejansko realno, pa da je zaznal, pa da so pravi obrazi, pa da so prave obleke. Tako da v bistvu zamujam en teden z izdajo glih zaradi tega. Vidiš, pa da nima kdo, 7 prstov, pa te stvari. Tako, to se zgodi, ni tako enostavno. Mi je pa zelo všeč, mi je drugače od vseh ostalih mojih do zdajšnjih videospotov, tako da, če je da veš, da je AI, ampak da je dober AI, pa si tako, Tako, pa te pol ne moti. Pa tudi tista postelja v zraku, tako si v bistvu želimo vsi, da bi lahko. Lebdel na oblakih, zdaj pa jaz lebdim. Kje ste vse snemali spod? Opazil sem tudi neke morske podnarekovaj kadre, ciprese. Tako, v Ljubljani smo začeli, pa smo se predstavili v Istro. Tako da smo zaključili na obali,
razpadajoča hiša, no, to je v Savudriji. To si bi sploh ne bi rekel, no. Pa tako lepo. Pa se še malo naprej zapeleš, pa zgleda kot Toskana. Ja, no, to smislo. Tako da ima lepa Istra, no, zelo. Svetovno, tako blizu. Ja. Vidiš. Okay. Ines, zdaj povej, kaj te čaka zdaj to poletje, malo smo se prej pogovarjala, praviš, da nimaš zdaj neke full fry. Iskreno ne, delovno poletje full, zdaj sicer skočem na en kratek oddih, tako da Španija, malo, letalo pa gremo, pa se pa vračam nazaj in 1. avgusta za svoj rojstni dan, praznujem v bistvu v Ljutomeru, tako da lepo vabljeni na nastop, da bomo skupaj praznovali. Ok, potem pa dalje, ne? Pa spremljajte na Instagramu, bomo vse objavljali, Štajerska je 1. Ljutomera, 1. avgust. A Instagram imaš tudi? Ja, kdo bi si mislil? Zanimivo. A veš, da imam tudi TikTok? Veš že. Ok, tako da se lahko poslušalci spremljajo v bistvu tam, kdaj, kje, kam lahko pridejo. In tudi na Facebooku. Ok, povej mi, kaj ti je boljše, recimo poleti nastopati zunaj kje, ali bolj ko je hladno nekje not v kakem, ne bom rekel manjšem, ampak ne vem, klub ali pa taka dvoranica. Najraje poleti, open air, pa da še tako rahlo pihlja, da ne rabim niti ventilatorja, da mi ni zdaj preveč vroče, tako da to je definitivno najljubše. Pozim noter v teh klubih in dvoranah pa rata tako vroče, da bi si želel poletja, verjem. Uporabljaš ventilator na koncertih? Včasih. Zdaj sem rekla, moram spet začeti. Dobro zgleda, veš, kada si skozi video spotu. To je res, ja, pri ženskah je tako. Res je, ja. Ker ko neke boginje pol izpadete, ne, tako. Ja, recimo, kaj pa, ne vem, za glasilke, prehlad, ušesa, nos? Klima me ponavadi, ventilator ne, klima je pa kar problematična, tako da to pa moram paziti. Tako da moramo hitro se zmeniti, ker imam jaz tu na 22, ker če pa gled, kako je zunaj. Ne, tukaj je super, vse sem rekla, ko prideš noč, si tako v redu sem, preživela bom. Super. Ines, jaz upam, da še z očetom naredita kaj dobrega, tako do zdaj. Pozdravi ga lepo, reči, da mu čestitam za zadnji ton, da je preseneto. Tako da super. Sicer pa upam, da se spet vidimo v kratkem, ko izdaš kaj novega. Imamo kakšne obete, kaj se dogaja? Pripravljaš kaj že? Že spet pripravljava dalje, nekaj se plete, tako da bo mogoče že jeseni, pred decembrom pa sigurno. Ok, tak rečimo. Ja, zdaj za zihara, veš. Ja, raj ne obljubljam več. Letos, ja, tak je v muziki, ne? Vedno nekaj pride vmes. Ines, hvala lepa, da si vzela čas. Seveda si vabljena še, da malo posediš na klimi in se psihično pripraviš, da moraš ven na to vročino. Tako da se vidimo, pa hvala lepa še enkrat. Enako, lepo poletje. Pa super komad. Thanks. No, evo, lepo bodi. Enako.